To leto je za gluhe športnike in športnice še posebej vznemirljivo. 26. julija se v bolgarski prestolnici Sofiji začnejo 22. poletne olimpijske igre gluhih. Kot je običaj pri vsakih olimpijskih igrah, se začnejo s prihodom olimpijske plamenice, s katero svečano prižgejo olimpijski ogenj v mestu, kjer igre potekajo. Pot do prizorišča iger je plamenico vodila tudi skozi Slovenijo. 16. julija sta s plamenico na avstrijsko-slovensko mejo prikolesarila avstrijska gluha športnika Sabine Wallner in Gerald Ebner in jo podarila Jožetu Koserju, nekdanjemu jugoslovanskemu kolesarskemu reprezentantu. Svečane predaje se je udeležila tudi Sabina Hmelina, nosilka številnih olimpijskih medalj v smučanju. Sedemnajstega julija so plamenico od Šentilja do glavnega trga v Mariboru prenesli nekdanji olimpijci. Uradnega sprejema se je udeležila množica ljudi, saj je plamenica prvič potovala skozi Slovenijo. Svojo pot pa je začela v Parizu, kjer so imeli gluhi leta 1924 svoje prve olimpijske igre. Slovenski športniki so z olimpijskih iger za gluhe prinesli že številna odličja, tudi prve medalje za samostojno Slovenijo. Letos se bodo za medalje borili košarkarji in teniški igralec Marino Kegel. Pričakovanja so velika predvsem pri košarkarskem delu tekmovanja, saj je naša reprezentanca aktualni evropski prvak.
V preteklosti so tudi na drugih večjih tekmovanjih osvojili že 7 medalj. Teniški igralec Marino Kegel pa je aktualni mladinski prvak. Slovenija tako na olimpijske igre pošilja svoje najboljše gluhe športnike, ki vzbujajo velike upe za uspeh v obeh športnih panogah. Prvič gremo na olimpijske igre, želim si dobro igrati. Do olimpijskih iger nas loči še teden dni. Takrat bo na prizoriščno areno Armec pripotovala Plamenica, ki so jo 17. julija slovenski olimpijci predali predstavnici Mednarodnega komiteja za šport na Gruškovju. Od Gruškovja bo Plamenica prepotovala še zadnji del poti, preko Srbije v bolgarsko prestolnico Sofijo.